Še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Wings, kot topov stiske rok, krepi se naša mož, ki ponese te vse do zmage. Wings je razmet, ki te vroči, da svet se lepši zdi, ko misel nosite. Le poglejte, še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Kot čarobni sine bo nam obarva, kot prenese tja, kjer vse se začne. Tja do zvezd, Oblaki beli skozi čas te podijo. življenje si rišeš, le z domišljijo. Ko letiš med zvezde, Wings, kot topov stiske rok, krepi se naša moč, ki ponese te vse do zmage. Wings, smo vesela druščina, prijateljica spet, ko misel nosi nas. Le poglejte, Wings, čarobnica Wings. In ko med zvezdami spiš, mogočnih čarobnih žarkih zasije naš Wings. V prejšnjem delu so se naše prijateljice spopadle z nenavadnim čarobnim kamnom. S čarovnijami ga niso mogle uničiti, zato so dobile poučno lekcijo od novega profesorja Avalona. Poučil jih je o novih urokih, s pomočjo katerih se bodo uspešno zoperstavile Lordu Darkarju. Vsiljivec na zabavi. Wow, zabava ob odprtju rdeče fontane! Čeprav je stolp uničen, je rdeča fontana še vedno čudovita. Profesor Avalon, hvala, ker ste nas vzeli s sabo. Z veseljem, zame je to priložnost, da se seznanim s tukajšnjimi učitelji. Kar pojedite naprej, jaz moram počakati. Ampak ne boste šli z nami? Sestal se bom s profesorjem Kodatorto. Blum mi narediš uslugo in popažiš na druge. Lahko računate name, gospod. To rad slišim. Punce, res prav vidim? Ja, čarovnice iz mračnega stolpa. Na seznamu povabljenih sob. Mislite, da bodo težave? Brez skrbi, ne pečajo se več s triksicami. Si prepričana, da je pametno, da smo se vtihotapile s čarovnicami? Če nas katera punčara prepozna, bo preveč prestrašena, da bi kaj ukrenila. Ja, dolga leta smo jim strojile kožo. Hitro moramo dobiti kodeks. Brž ga pograbimo. Najprej moramo najti kraj, kjer ga hranijo. Flori sem govorila, da je to njena priložnost. Nočem poslušati o tvojih načrtih. Oglej si fante in mi pokaži tistega, ki ti je všeč. Fantje so tukaj! Pozdravljene in dobrodošli v Rdeči fontani. Prečudovite ste. To pa to! Zasenčimo vse druge punce iz Alfeje. Stelo, princ kaj je zelo vljuden, lahko bi mu vsaj vrnila poklon. Prostite za zamudo, upam, da se niste dolgočasile. Seveda ne! Zamotilo me je občudovanje. Živjo, Stela! Živja! In skupaj je to 26 specialistov. No, naštel sem 12 čarovnic in 17 vil, kar znese skupaj 29 deklet. Zmagal sem, sončece. In gremo v areno, kjer bo parada? Pravzaprav bo proslava noter. Noter? Vsaj enkrat bi rada preživela dan, ne da bi videla notranjosti, kakšne šole. Wow, Stela, se ne misliš, da bomo priredili zabavo brez presenečenja ali dveh, a? Blum, jutri zjutraj nimamo pouka. Aha. Če bi šla na ježa? Prav, slišati je zabavno. Velja. Počakaj, jutri popoldne imam učno uro pri profesorju Avalonu. In? Saj je popoldne. Zjutraj se bom učila, saj veš, pripraviti se moram. Rada bi naredila čudovit vtis. Nisem vedel, da si tako navdušena nad učenjem. Sicer pa, profesorju Avalonu bi morala povedati, kam gremo. Blum, počakaj! Dobimo se tam! Je to to? Zasebni prostori učiteljev so bili včasih tu nekje. Drži, in zato bomo začeli iskati tukaj. Hej, Rivan,
Kakšno je torej presenečenje? Ja, odvisno od tega, kaj imaš ti za presenečenje. No, prispeli smo. Geometrična oblika tega kraja je enkratna. Wow, poglej tja! Kdo je? Srčkanje? Nihče. Pravzaprav je Saladinov nečak. Potem je gotovo zelo nadaren specialist. On, niti v sanjah, zelo miroljuben je in ne mara si mazati rok. Pravzaprav je pustil šolo. Hej, Helija, naj te predstavim zvezdam Alfeje. To so Stela, Tekna in... Živjo, sem Stela, si umetnik? Mi lahko pokažeš svoje skice? Me veseli. Zakaj rišeš na papir? Računalniški zaslon je pripravnejši. Saj večkrat lahko kaj popraviš in vse shraniš v spomin. Poleg tega lahko skico obračaš po mili volji. Na voljo so tudi različne strukture in kombinacije črt. Wow! Prelepe so! Bi narisal moj portret? Tvoje črte so polne življenja. Z lahkoto začutiš energijo. In všeč mi je, kako s čopičem nežno podrsavaš po rebrastem papirju. Nihče še ni opazil rebrastega papirja. In to je Flora. Flora. Svajnakih misli? Aha! Avalon je šel v to smer. Nikakor nas ne smejo spoznati. Oprostite, ker motim. Ste morda opazili tudi mimo iti visokega čednega profesorja? Ne, samo grda in majšnega. Ok, prav, hvala. Nas je prepoznala? Potuhnimo se za vsak primer. Hej, Bloom, kje si bila? Iskala sem profesora Avalona, vendar ga nisem našla. Mimogrede, kam je šel Sky? Fanti so se šli pripravljati. Dobrodošli, dame in gospodje, prijatelji Rdeče fontane. Danes se nismo zbrali, da bi objokovali ruševine naše sijajne šole. Čeprav je bila uničena zgodovinska veličastnost Rdeče fontane, ostajajo sposobnosti in veščine specialistov neomajne. Nastopil je trenutek, da prestižno Rdečo fontano obnovimo nad ruševinami nekdanje ustanove. Kaj se dogaja? Reši se! Kaj bi šlo lahko narobe? Vsi smo v nevarnosti! Ne razumem, kaj se dogaja? Poslušajte, prosim, ostanite mirni in uživajte v vožnji. In zdaj, dame in gospodje, parada za novo Rdečo fontano. Ali specialisti pogosto organizirajo takšne zabave? Zakaj samo postavate tot naokoli? Nismo še našli kodeksa, gospodar. Odletite v grad, Graka želo pride kmalu, zamotil jih bo. Še ena senčna pošast. Ni samo senca, pač pa moja domača živalca. Potrebovala
sem odmor. Danes je res razburljiv dan. Najprej bodo tekmovali novinci. Upam, da si bomo lahko malo spočile, preden bodo na vrsti naši fantje. Hej, poslušajte, kmalu se bodo začeli dvoboji. Sta Musa in Ajša tu? Po pijačo sta šli. Kdo bo prvi? Sky in Riven, tega nočete zamuditi. Pridite, gremo. Kar pojdite, z Digi se bomo še malo poigračkali. Se spomniš, kako gre? La, 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 la. In potem stopi ritmična kitara. Drži, takole gre. Kaj? Nenavadno. Tista punca se mi zdi tako znana. Kaj je narobe, Musa? Ampak saj to je Darcy. Ona je, pridite! Zmagala sem, jupi! Dolguješ mi nov procesor? Lahko bi zmagale brez sile, da veš. Ampak to je bil najbolj logičen način. Svojega programa nisi napisala dovolj hitro. Prav, naj bo. Zdaj pa poglejva, kako deluje program. Wow. Wow, najin program odlično deluje. Zakaj si ga izključila? Igre je konec tekna. Čas je, da se pridruživa ostalim. Tja je šla. Tjale! Tekna. Kaj počneš? Kaj? Ste nekoga videli teči mimo? Senzori niso ničesar zaznali. Loviva Darcy. Skregano z logiko. Nobena triksica si ne bi drznila priti sem sama, če bi vedela, da smo tukaj vse vile. Res se nisem dobro videla, ampak ko sem jo poklicala, jo je hitro popihala. Če je bila ona, se bo gotovo spet kaj prikazala. Prav imaš. Ne delamo panike. Vseeno imamo oči na pecljih. Zdaj pa se pridružimo drugim. Kerbog, zate imam posebno nalogo. Pošast, prebudi se v njem. Draka želo, zbudi se. Wow, je to dovoljeno? Komaj da še. Če plin ni strupen, smejo uporabljati mehurčkaste bombe. Ampak kaj je tista zelena snov? Najbrž uspavalni plin. Sky je zmagal! Taka so pravila. Če pade, zgubiš. Pridi, ne potrebujem tvoje pomoči. Najbrž je lepo biti princ, vse življenje se učiš od najboljših. Ne bi te mogel premagati, če se ne bi res potrudil. Sky je čudovit, mar ni bil enkraten. Prestregal je vsak udarec. In zdaj na vrsti Brandonov dvoboj. Pazi, Brandon, tvoj nasprotnik je že precej vešč specialist, izkušen je. Kako naj se ga torej lotim, a? Skušaj ga napasti od zgoraj. Če skočiš v zrak, ga bo zaslepilo sonce. Tako boš lahko pripravil naslednji napad. Ja, krasno. Sonce je pravkar izginilo. Ampak napovedano je bilo lepo vreme. Kaj za? Moramo poseči vmes. Čarobna Winxica!
za las je šlo. Zmikajte se že! Zato bomo poskrbeli me! Tako gadnega stvora pa še ne! Specialisti, javite se svojim ekipam, evakuirajte območje! Pridite, delo nas čaka! Pošast napada, pohitite! Ja, dobro jih je zamotil nekaj. In zdaj se znebimo teh cap. Kodeks je moj! Ne prenesem, če me kdo ignorira! Tudi jaz nimam boljše sreče! Moramo jo zamuditi, da bodo lahko vsi varno odšli! Ja, želim se, da bi bil tukaj profesor Avalon! Vsi v kritje! Timi, Prosim. okno je razbila čarovnija, let in strela. Čarovnija? O ne, zatem gotovo tičijo triksice, nemudoma moramo obvestiti Koda Torto. Še en nujen primer. Kaj, triksice so tukaj? Naj grem za njimi? Prepričan sem, da hočejo le eno. In ne bi me presenetilo, da imajo pošast samo zato, da nas z njo zamotijo. Če verjameš, da posedujejo triksice nove moči, je kodeks Rdeče fontane v resni nevarnosti. Morava ga zaščititi in seboj zamiva še izurjene stražarje. Skaju bom prepustil poveljevanje tukaj. Upam le, da se bo znašel. Poskusimo z dvostranskim napadom. Napadle bomo od zgoraj, ti pa od spodaj. Velja! Pazi! Flora! V težavah je! Nikoli nam ne bo uspelo. Kaj se je zgodilo? Kaj jo zadržuje? Seveda, privežimo jo za rep in bojevala se bo z lastno močjo. Kdo bi... Poglejte gor! Helija, kako ti je uspelo izvesti tako zvijačo? Slišal sem, da je bil Koda Torti najboljši učenec, vendar se je izpisal. Flora, si cela? Vse je v redu z njo. O ne, spustil jo je! Res si brihta, Helija? Če si že pri delu, bi nam lahko poslal še kakšno pošast. Važič najbrž ni imel dovolj moči, da bi jo zadrževal. Tole mi pa ni bilo všeč. Zdaj je vse odvisno od nas, specialisti. Uroki so proti pošasti nemočni in tudi piksice nam ne morejo pomagati. In kakšen je torej naš načrt? Storili bomo tako, kot je storil Helija. Z vrvmi bomo zvezali pošast, zato bomo morali res dobro sodelovati in meriti v isto točko. No naj bo, tokrat poveljuješ ti, to da le počakaj, da te premagam. Dobro, pošteno si povedal. Gremo. Privabimo njeno pozornost. Tekna, lahko odrediš postroj. Specialisti na svoje položaje, v razmaku 20 metrov. Vrvi! Ne bodo dolgo zdržale. Mar ne bi morala koga poslati za triksica? Ne treba, hočejo kodeks, same bodo prišle k nama. Prav imaš, mladina se uspešno spopada s pošastjo. Konec koncev sva jih le dobro naučila. Zemeljske roke, zgrabite! To, uspelo nam je. Našla sem njeno šibko točko. Pod vratom. Dobro, zdaj! Dajmo, fantje! Ja! Ti mi pazi! Nič mi ni!
Do skrivne sobane ni druge poti razen tot mimo. Prav, straža na svoje položaje. Za vsako ceno ga moramo zaščititi. Strela, preveč jih je. Ampak vrnile se bomo. Čestitam, dekleta ste danes izbojevali pomembno bitko. Kar znašli smo se, profesor. Želim si, da bi vam pomagal, tudi evakuirali so me z drugimi gledalci. Ja, najpomembnejše je, da ste bili na varnem, Ja, kaj ne? očitno je to res največ pomeni. Zelo nam je žal, gospodar, ni nam uspelo pravočasno priti do kodeksa. Ker ste zabite počasnile. Kar naj si mislijo, da so zmagali, kmalu ne bodo več tako oprezni. Zdaj vemo, ki ga hranijo in ko bodo najmanj pričakovali, bodo deležni napada, ki ga ne bodo pozabili in kodeks bo moj.